Dober dan od srede do srede, 12. marc. Začneva na levi, da greva potem v središče na desno in na globalno sliko. Stranka Levica je sklenila izključiti nekdanjega predsedniškega kandidata Miho Kordeža. On je pa najavil, da ustanavlja socialistično stranko. To je neka taka, za moje pojme, nevarna fragmentacija političnega prostora na levici. Živijo lep pozdrav. Mislim, jaz do Kordiša že pač ves čas gojim eno posebno občutje, in ga v nekem smislu podpiram, pa ne toliko, da bi se v vsem strinjal v političnem konceptu, ampak v njegovi drži, ki kaže na to, da v slovenski politiki in sploh v družbi še obstaja nekdo, ki verjame v svoje načela in jim sledi in je ne brez kompromisa, ne popušča. Se pravi, pred časom sem rekel, in to se je menda potem tudi po družabnih omrežjih delilo, da bi on, če bi bila levica pametna, bil kot češnja na torti pač neke stranke, in bi ga morali vzdrževati kot maskoto, zato, da bi izkazovali, da so ne samo tolerantni, ampak da so dejansko raznoliki in da dejansko premorejo vase vgrajevati tudi kontroverznosti in različnosti. Še posebej, če se sklicuješ na to, da si stranka Levica. Razpletel se je pa tako, da na vse konce pač letijo diskvalifikacije in obtožbe, ki jim jaz mimogrede rečeno v celoti ne morem verjeti oziroma jim ne verjamem. Še posebej zato, ker v sami levici je bilo zadosti notranjih afer, ki niso dobili nobenega epiloga v recimo kakšnih disciplinskih postopkih. O tem konkretnem disciplinskem postopku se govori pa že vsaj eno leto najmanj. Ja, lep čas, ja. Lep čas se že govori, in tudi ampak to vtis, ki ga jaz imam, je to, da je to neka več kot stoletje trajajoča težava strank, ki so izrazito leve. Mislim, ta ideja akcijske enotnosti, ideja, da je treba tiste, ki ne pašejo čisto v shemo, odsloviti, po drugi strani pa fragmentacija levega političnega prostora, ki pa je imela v zadnjem stoletju neprijetne posledice. Jaz se dobro spominjam časov, ko sem bil jaz še mlad, in sem bil na drugi strani, bom rekel, levega mainstreama. Se pravi, bil sem nekdo, ki je bil po poreklu vedno nezaželen in odštempljan. In takrat sem si v kri spravil ali pa v meso spravil neko klubovalnost. In to je ravno tisto, kar me zdaj spaja z recimo Kordišem in Levico, ta klubovalnost proti mainstreamu. In seveda stranka Levica, ne vem, če še upravičuje, oziroma če dolgoročno lahko upraviči to, da je klubovalna, konceptualna in da stremi za tem, kar je prav, pa za malega človeka, pa za človeka, ki se mu dogaja krivica. Spomnim se tistih let, ki so bila, nekateri so jih krasno preživeli, ampak takrat je bilo dobesedno, bom rekel, kletvica, če nekdo ni pripadal avantgardni levici, in se izražal na ta način. Danes je pa kletvica, če nekdo ohranja vrednote levičarstva, kar Kordiš recimo jih. Avantgardna levica, ki jo omenjaš, se da razpravljati, ali je v resnici zastopala vrednote klasične levice. Ne, vse se strinjam, ampak jaz imam bolj v mislih to, takrat je bilo oportuno, da ne rečem oportunistično, sklicevati se na levico. S kakšno strukturo si v to noter preletel, je pa dejansko predmet takih in drugačnih. Jaz hočem povedati samo to, da sem jaz to gledal z one druge strani človeka, izza rešetk, izza nekoga, ki je gledal kot popolnoma drugače. Zato tako suvereno lahko zdaj rečem, da simpatiziram natanko z nekaterimi levimi idejami, prav zaradi tega, ker vem, da
koliko poguma danes rabiš, da jih sploh omenjaš, ker danes so vsi nekdani levičari, da ne rečem člani partije, hočejo biti kapitalisti in so definitivno intimno prepričani neoliberalci, z vso možno kapricioznost to urejati in zato se mi zdi, in to je popolnoma neperspektivno, poglej samo, koliko je Kordiš dobil na predsedniških volitvah, na zadnjo mesto je preletel s to svojo načelnostjo, Ja, mislim, tisto, kar je mene na predsedniških volitvah presenetil, je to, da je dobil izrazito manj, kot sem jaz pričakoval, tudi manj, kot so mu javnomnenjske raziskave kazale, ker pač kot lik je bil prepoznan, mislim, da je to tudi neko sporočilo pri načrtih, kaj bi mi počeli v prihodnosti. No, ampak, ali poglej, namreč postavi se zdaj v položaj in kmalu se boš moral in jaz tudi, volilca. Se pravi, mi bomo postavljeni na neke volitve, v katerem bomo v lokalnih okoljih reševali konkretne probleme in jih bo treba reševati, drugače nas bodo povozili, na državnem nivoju, pa abstraktne probleme, ki jih bomo spet morali reševati, ampak spet. Danes na državnih volitvah nimaš nobenih možnosti, če zadaj nimaš bodisi kapitala, bodisi močne organizacije, bodisi medijskega mainstreama, In kaj se bo zgodilo? Spet bomo postavljeni v položaj, ko bomo morali voliti via negacione, se pravi proti nekomu, se opredeljevati za nek status quo, skratka neka negativne volitve, ne za nekoga, ampak proti nekomu in se stisnenimi zobmi voliti nekoga, ki nam ni všeč, pa mu moramo dati glas. Izsiljene volitve bodo spet. No in zdaj si zamisli, da se postavi tukaj nekdo z stranko, novo stranko, v tem primeru to Kordiš, in reče, mene pa sploh ne zanimajo več negativne volitve, moj program je tak, jaz to zagovarjam, pa ne bo kar bo. Mislim, jaz že ta trenutek lahko rečem, da če bom v razpoloženju, ko bom jezen na to, da recimo Golobova vlada in stranka nista speljala reforme, oziroma da nista rešila javnega zdravstva na zadovoljiv način, kakorkoli nekaj poskušajo, ampak na zadovoljiv način, tako da bo vzdržala dolgoročno in da bodo noter vgrajeni parametri javnega zdravstva, tako kot je treba, se bom počutil zelo odlahkanga in bom rekel, jaz pa imam stranko, ki jo bom volil, pa me tudi ne zanima, ali bo moj glas propadel ali ne. A veš, to je zdaj ključno. Jaz mislim, da Kordiš dela z novo stranko, vendarle stranko nekega upanja, ki, kot rečeno, me sploh več ne bo zanimalo, se jaz programsko strinjam z ekstremnimi levičarskimi idejami ali ne, subverzivne bodo. In predvsem bodo sporočali ljudem, a veš, danes sem se peljal v službo in sem videl ogromne plakate, in gor so slike, Goloba, Sukič, Zupančič, pa ne vem, še kdo, in bi že gor lažejo, in tako naprej. Ni bilo več kot očitno, da je zadnji spet Janšov SDS-ovski propagandni stroj. In na ta plakat bi moral nalepiti samo še en plakat in napisati lažejo, ker to je laž, da ti ljudje lažejo. Ti ljudje lažejo, da lažejo. Ja, oni lažejo, da oni lažejo, zaradi tega, ker tako, kot oni sporočajo, oziroma tako, kot oni definirajo, da ti ljudje lažejo, zanesljivo ne lažejo. Lažejo na drugačen način. Ampak na tak način, kot bi se jim lahko podtaknili, oziroma argumentirali, da lažejo. Janšovi lažejo še bolj. In, a veš, pri eni stranki, ki v bistvu nima nobene velike politične možnosti, je običajno tako, da je lahko tudi celo poštena. Tam, kar pride zraven kapital, kar pride denar, kar pride interesi, te stranke se začnejo upogibati. To je pravilo. Kar pridejo do neke določene točke, se upognejo, pa se skonformirajo in tudi levica se je do določene mere skonformirala. In to je pač zakonitost, ki jo ne more zdaj zaračunati samo levici. Skonformirala se je tudi Svoboda, da ne govorimo o desnici, ki je pa popolnoma konformna, se zagovarja praktično samo še ideje kapitala. S kje delnice gledal v zadnje dni? Delnice so strmoglavle. Svetovni trgi. Ja, to je zdaj, to je ta ideologija. Kaj ima pa to veze z tem, kar smo do zdaj govorila? Jaz sem te grobo prekinil sicer. Ja, poglej, mislim, to je isto kot v imenu svobode, jemljajo svobodo. In pri Masku je to tipično. Se pravi, v imenu svobode govora, zamejuje svobodo govora. In z denarjem, kapitalom in temi političnimi vplivi se dogaja natanko to, da bolj kot ljudi prepričajo, ne samo prepričujejo, ampak celo prepričajo, da je treba neke radikalne ukrepe, militaristične, take in drugačne, s carinami in tako naprej, zamejiti,
zato da bodo oni spet veliki, America great again, zato da bodo ljudje spet prišli do svojega nacionalnega ponosa, se naenkrat zgodi kolaps, ne? Ne, mislim, tle imava, veš, kaj se je zgodilo z delnicami Tesle, ne? Ki so bile pač nekaj tednov po volitvah vredne $480, ne, in so se predvčerajšnjem potopile na $222. Ne vem točno, kakšna je cifra. To je rezultat tega, kar sem zadnjič rekel, ali pa kar so se skupaj pogovarjali, ne, Trump pa karkoli pa že je pa učinkovit. No, to je rezultat njegove učinkovitosti. Mislim, Kaže se, kot da je zelo neučinkovit, vse pa zaradi njega. To je rezultat njegovega ropotanja o carinah. On je zdaj obesil 25% carine na jeklo in aluminij v Evropski uniji, isto je storil za Kanado, grozi, da bo tam dal še celo 50% carino, grozi Mehiki, grozi Kitajski in tako naprej. In če si opazoval, če zdaj gledaš pač razne pogovore in posnetke za Trumpom in tako naprej, ta trenutek je zelo majhen, ni več tako nakokan peteli, ne? Zelo majhen je in prav ustrajajte z mano, mogoče bo malo trajalo in tako naprej. Veš, takrat je bilo 5 minutes in 5 minutes bom jaz naredil mir v Ukrajini. Mogoče bo malo zanihalo, ja. Zdaj bo pa mogoče malo zanihalo, zdaj pa zelo majhen, ker borza je bil njegov fetiš, naenkrat je borza kolabirala, naenkrat se na televizijah... A ti verjameš v modrost finančnih trgov? Ne, v strah in egoizem kapitala pa verjamem, ne? In dejansko je odreagiral točno tako, da je pokazal na to, da več nekaterim ekonomskim tokov ne bo sledil, zato ker verjame, da jih bo Trump zrušil. Trump pa misli, da bo na ta način s carinami zaščitil ameriško gospodarstvo, ni pa zadost izobražen ekonomsko in tudi sicer ne, da bi dojel, da če bo rešil, ne vem, mogoče 1%, se pravi, industrije jekla, pa aluminija, da bo pa zato zrušil avtomobilsko industrijo. Ne? Kapital je plaha srna, je desetletja nazaj. Pa treba jo je... Tedanji guverner Banke Slovenije, France Arhar, govoril. Ja, to je ta ekonomistifikacija, o kateri smo ves čas že DP govoril, pa ves čas govorimo, ne, kako bolana ideologija sveta je to. In zdaj se dejansko kot zmaja udarja nazaj za svojim repom in Trump tega ne more zdržati, ni šans, ampak ni problem v tem, se bo izkazalo, da ima prav ali narobe, oziroma izkazalo se bo, da ima narobe. Vprašanje je, koliko škode bo povzročil. Tle so že prvi indikatorji škode. V svobodi, v demokraciji, njegova kapricioznost, zato pa prevzemajo nadzor nad mediji, prevzemajo nadzor nad pretokom idej, nad drugačnostjo, nad izraženjem, razumeš, ko enkrat debato zatreš, ko cenzuriraš svet, ko cenzuriraš družbo, ko jo zapreš v hermetično zaprt krog in je vse odvisno samo še od avtokracije, tvoje posamezne volje, takrat umira. Ko daš vpliv nekomu, ki ni bil izvoljen, da mu daš vpliv, da lomasti po inštitucijah in jih ukinja. Ja. Ko daš vpliv nekomu, ki ni bil izvoljen, da sestavlja seznam nepremičnin. To je plutokratski refleks. Ne? Ja. Se pravi, plutokracija je kaj? Ne? Poje demokracijo, zato ker imaš tiste ljudi, ki so klike, ki imajo določeno lobijsko moč, ki so se na take ali drugačne načine pridobili, se vrinejo v sistem in na koncu zaprejo praktično vsako debato za tega, ker jim škoduje. Začnejo narekovati tempo življenja. Tudi na lokalni ravni, razumeš, na bohinjskih novicah, na nekem lokalnem časopisu, v katerem danes ne moreš niti pisma bralcev več napisati, ker ti ga scenzurirajo, zato ker klike to preprečijo. To je nekaj, kar se je meni zgodilo. To je nekaj neverjetnega, pazi. In dobivaš potem občinsko glasilo, ki ga financiramo mi kot občani, a zastopaš, namesto da bi pospeševali debato, polemike na določene stvari. To govori tudi za nacionalne časopise, govorimo za CNN, govorimo za X, za vse. Ne? A veš, postane samo še boban in trobilo klik, ki se urinejo v sistem. In taka klika, ki se je urinila v sistem, je Elon Musk, ne? Najprej pobere vse subvencije, res, da je bil tehnološko inovativen, res, da je naredil preboj v vesolje in tako naprej, ampak potem je pa on šel pa je kupil medij. Potem, ko je kupil medij, je kupil v bistvu Trumpa, je kupil v bistvu ameriške volitve, ne? Na katerih on ni bil izvoljen, hkrati pa reže usodo celotne ameriške administracije, ne? Za nepopravljivo škodo, ne? Da bodo vzeli, se pravi, da bodo in celo tako daleč, da gredo v omejevanje
budžetiranja univerz. Veš, kaj je to? Šolstvo rušijo. Šolstvo, ne samo medijski sistem, ne samo časopisni trg, znanstveni sistem, potem diplomatski sistem. Skratka, staro ureditev sveta, ki je slonela na ideji umne države, to je 200-300 let stara ideja, ne? Ali pa, veš, ideja, ki je v Evropi tako rekoč doma, ne? Pride en kapriciozen človek z še bolj kapricioznim prijateljem in kaj naredi? V 14 dneh povzroči svetovno recesijo. In mi smo zdaj tik pred svetovno recesijo. To mediji napovedujejo, da ni izključeno oziroma da je celo zelo verjetno. Ne? Ampak mir na relaciji Ukrajina-Rusija je pa vedno bližje. Ja, ampak kot veš, zdaj ne vem, kaj se tale trenutek dogaja, ampak še pred 10 minutami so bili komentarji, da ni nujno, da bo Putin privolil v 30-dnevno premirje. Zdaj govorimo o miru, govorimo o premirju. V bistvu pa sploh ne gre za vojno ali pa za mir, ampak gre za delitev plena že. To je ideja. Ne? Se pravi, kako se bosta Putin in Trump razdelila plen. Ne? To je ideja. Ja, da bo širše interesne sfere. Ja, to, da bo Zelenski oziroma Ukrajina izgubil Donetsk, Lugansk, Krim in to je že jasno. Tukaj sploh ni več diskusije. Ne? Ampak, a veš, zadnjič, če se spomniš, ko je Trump proslavljal Putina, ko krčeš, je zaostril, pa je začel spet napadati Kijev in tako naprej, je rekel, ja, očitno, ko krčeš, zdaj hoče pokazati še ta zadnji moment moči, to pomeni, da v bistvu zaključuje vojno. Ne? In kaj je Zelenski naredil, ne? Oziroma Ukrajinci, ne? Poslali so, ne vem, 500 ali 600 dronov na Moskvo včeraj, ne? Ne vem, koliko jih je bilo, nisem prebral, ampak če so jih 300 sestrili, jih je moglo biti vsaj 600, ne? Ja, domnevam, ne? In kar naenkrat je bilo pa to slabo, ne? Kaj zaostruješ v tem smislu, ne? A misliš pogovarjati o miru ali ne? In potem Zelenski reče, ja, bo redu, mi smo pa zavezani miru in tako naprej. Zdaj pa pravi Trump, upam, da bo Putin to sprejel. Upam, ne? Zelenskega je pa stisnil pred televizijo. Ne? Čakava poročila iz Saudske Arabije, kjer v tem trenutku še tečejo pogovori. Ja. Kuvertirava potezo za naslednji teden, to prešparava. Stvari se tako dogajajo, da se bo itak naredila pregled čez cel teden. Ne morava kuvertirati, zato ker lahko kak drug dogodek preglasi to, kar se zdi danes izjemno pomembno. Tako. Hvala, kolega Markeš. Čez en teden se vidva. Drži.